Dober večer. Danes predstavljamo zelo raznolikega avtorja in da ne bi jaz zdaj iz glave našteval, kaj vse ta človek počne, se mi zdi, da najboljše pogledati na zavihek knjige, ker je to avtor tudi verjetno sam potrdil, da je to, kar je napisano, res. Skratka, Boštjan Narat, rojen v Mariboru 1976, je marsikaj. Uradno gotovo doktor filozofije in profesor zgodovine, najpogosteje ga predstavljajo kot glasbenika, kantavtorja in filozofa, pisca, publicista, moderatorja in gledališkega delavca, čeprav se zdi, da pri človeku, ki tako rad prepleta različna umetnostna področja, med predalčkanjem po poklicnih kategorijah vedno nujno nekaj zmanjka. Ali kot se je v nekem intervjuju izrazil sam, včasih si moram tudi večkrat na dan eno glavo na hitro odšraufati in prišraufati drugo. Še najbolje reči, da gre za vsestranskega ustvarjalca v širši javnosti znanega predvsem po ustanovitvi glasbene skupine Katalena, benda, ki je z električnim pristopom vzpostavil dialog slovensko ljudstvo glasbeno dediščino ter po vodenju televizijske oddaje Panoptikum. Še marsikaj naprej, ampak dajmo tukaj zaenkrat končati, pa mi ti sam povej, kjero glavo imaš našraufano ta trenutek. V bistvu sem se medtem, ko si bral tole, spomnil na en pripetljaj iz prejšnjega tedna, ko sem šel na koncert Bila Frizela v Kino Šiška. Bil Frizel, pač džezovski kitarist. Kino Šiška je bila precej prijetno polna, predvsem pa polna muzičarjev, predvsem s poudarkom polna kitaristov. Pač eno tistih koncertov, ko se reče, da če bi padla bomba, da bi pač Slovenija ostala brez kitaristov, čeprav mislim, da te nevarnosti v resnici ni, ker pač skačejo ali pa skačemo iz vsakega grma, kakorkoli. Po koncertu, na ta koncert sem šel s prijateljem Petrom, nekako sva si rekla, da je to najin dejt, ki je seveda tudi kitarist, pa že dolgo cajta se nisva videla. In potem s Petrom greva ven iz dvorane in srečava enega tretjega prijatelja, znanca, kolega, ki pa ni kitarist, zdaj če že vsakega nekako okarakteriziramo, on je pa fizik in filozof, in on tam stoji za šankom in reče: dejta mi vidva nekaj povedati, ker sta kitarista. In pa sem jaz v trenutku odgovoril, ne, sorry, jaz nisem kitarist, jaz sem pisatelj. Zdaj sem v bistvu ugotovil, in v tistem trenutku sem ugotovil, da je to množstvo raznih početij zelo dobrodošlo, zaradi tega, ker lahko vedno rečeš, ne, jaz nisem to, jaz sem v resnici ono drugo, bolj kot to. Se pravi, da lahko v bistvu ta pričakovanja, ki jih imajo ljudje v odnosu do tebe in tvojega dela, vedno nekako vsaj mičkrat relativiziraš, pa rečeš, ja, sej pišem, ampak v resnici sem muzičar, pa sej delam v teatru, ampak v bistvu sem pa pisatelj ali pa kolumnist, karkoli. Tako da to je po mojem bolj ta princip v bistvu izogibanja odgovornosti. Ja, dobro si zdaj to zapakiral. Mislim, tudi pisatelj v bistvu si zelo različen. Tudi ni, to je tvoj v bistvu skoraj literarni prvenec, čeprav v bistvu je to tvoja, mislim, tretja, četrta, peta knjiga, ampak v glavnem si jih pisal kot filozof, kot nekdo, ki premišljuje sodobno družbo, skratka, nisi šel še tako daleč direktno v fikcijo. Mislim, so poveznice s svojimi prejšnjimi knjigami, tu imamo spet dialog, ampak kaj te v bistvu, kaj ti je manjkalo v življenju ali pa kaj ti je manjkalo kot pisatelj, da si potreboval fikcijo? Kako si se prišel od tega, da zdaj pa rabim napisati še roman? Seveda mi je bil to nek izziv, ampak ne tisti sorte izziv, ki bi si ga postavil v življenju v smislu, če pa do 50. leta ne napišem romana, pa bom umrl zagrenjen, daleč od tega, ampak preprosto zdaj se mi je nekaj, zelo sem občudoval pač ljudi, ki pišejo romane. In to je mogoče en vidik, ampak ta ni ključen. Se pravi, ni šlo za to, da zdaj pa je to cilj, ki sem si ga postavil, pa ga moram izpolniti. V bistvu ta moja zgodba s pisanjem
se po mojem začenja, ja, pač omenil si tega doktorja filozofije, čeprav ga v resnici zelo nerad izpostavljam, ampak ja, potem, ko sem diplomiral, praktično istočasno sem tudi začel delati na gimnaziji, poučevati filozofijo. Hkrati se je v bistvu začela Katalena, zelo kmalu zatem so se začeli prvi neki gledališki angažmaji, delati muziko za teater in tako naprej. In v bistvu sem zelo hitro videl, da če ne bom imel neke zunanje prisile, da se ne bom nikoli več ukvarjal s filozofijo, česar mi bo škoda. Zato sem vpisal podiplomski študij, najprej magisterij, ker seveda takrat, ko bi moral končati magisterija, nisem imel še nič narejenega, hkrati pa sem izpolnjeval pogoje za direktni prehod na doktorat, sem šel potem pač na doktorat in ga dejansko tudi uspel napisati. No, in področje, no, s katerim sem se ukvarjal, je hermeneutika, to je pač področje filozofije. Če rečemo, da filozofija že od nekdaj nekako se giblje ali pa spogleduje na eni strani znanostjo, na drugi strani pa z umetnostjo, je hermeneutika eno od tistih področji filozofije, ki je definitivno bližje umetnosti, že zaradi tem, s katerimi se ukvarja in tudi zaradi načina, na katerega se jo piše in se jo bere in tako naprej. In zadnji del tega mojega doktorata so bili v bistvu neki esejistični zapisi, se pravi, prva dva dela sta bila teoretska, zadnji del je bil pa v bistvu zelo esejističen. In to sem si znotraj tega, ker je šlo za hermeneutiko, lahko privoščil. In v tistih esejih sem se jaz začel zelo dobro počutiti. Potem en kos teh esejev je tudi izšel v moji prvi esejistični zbirki in skratka skozi to sem nekako, lahko rečem, počas spisal. No? Zato, ko shodiš, se mi zdi, da tudi spišeš lahko v življenju. Ne? In vedno bolj udobno se v tem počutil, potem so prišle kolumne, ki so odličen trening, ne? Pač, ker je to redna stvar, ki jo moraš na vsake 14 dni ali pa en mesec producirati. In ja, vedno bolj udobno mi je bilo v tej poziciji nekoga, ki pač ustvarja. Kar se pa fikcije tiče, moja prva zbirka esejev nosi naslov Partija, dobila je naslov po enem izmed tekstov, ne, to je Partija, ki je v bistvu zelo neobvezujoča debata med dvema frendoma, ki igrata šah. Seveda skozi to njuno debato jaz poskušam neko misel razvijati, jasno, ampak v osnovi gre za neke vrste chit-chat ob igranju šaha, seveda vse te poteze spremljamo, tudi gre za neko realno partijo in tako naprej, ampak nima veze, kakorkoli ta dialoški način se mi je zelo dopadel, dobro sem se počutil v njem in ja, verjetno je tudi zaradi tega ta moj roman tak, kot je. Ne? Mislim, nasploh se mi zdi, ta roman Bend je dialoški, ne? In to, ko sem rekel, da se povezuje s tvojimi prejšnjimi knjigami, sem imel v mislih prav to, ne? Ta dialog. Ne? Zdaj, meni je tudi kot pisatelju blazno všeč dialog, ampak iz enega zelo tazga preračunljivega v bistvu. Ja, mislim, kot pisatelj v bistvu lahko dialog upleteš marsikaj, ne da bi bil za to neposredno odgovoren. Skratka, potakneš svoje misli ali pa mogoče misli, ki tudi niso čist tvoje ali pa nisi čist prepričevanje, jih potakneš v bistvu v liku in potem, če zdaj izpade super, ne, je seveda to, si vse to ti napisal, ne, če pa slučajno butas, ne, ali pa banalno, ne, je pa to seveda lik kriv, ne. Zakaj, to pravim, to je meni zato všeč, zakaj pa tebi všeč ta dialog? Je liki, ne, to, kar praviš, ne, in se to je bila zame nova izkušnja, ne, pač v mojih prejšnjih knjigah ni literarnih likov, vsaj ne na tak način. In to je bil zame tudi spet en zelo velik izziv in ko so ti liki začeli dobivati ne samo obrise, ampak tudi neko meso na ta svoja okostja, so mi na nek način spregovorili. Ne. Seveda je še vedno ogromno, jasno, da je ogromno mojega v tem, ampak vendarle si upam trditi, vsaj pač skozi proces, so ti moji liki pridobivali neko avtonomnost in to je bila zame nova izkušnja. Vem, da je pač to, da rečem, skoraj da predpogoj tega, da
fikcija lahko funkcionira, ne, se pravi, da se ti na nek način, da uspeš svoje like pripraviti do tega, da začnejo mogoče mičkeno delovati po svoje, pa mogoče mičkeno govoriti po svoje, sprejemati neke odločitve, ki jih ti v štartu mogoče sploh nisi imel predvidenih, potem pa se kar zgodijo. In ko se mi je parkrat to zgodilo med pisanjem, pač se mi je zdelo, da sem na pravi poti. Prav spomnim se, ko se mi je to zgodilo prvič, ja, pač pišem nek prizor, neko poglavje, ki je jasno bilo že strukturirano in jasno je bilo, kaj naj bi se s tema dvema osebama na koncu zgodilo. Seveda zdaj ne bom razlagal, za kateri dve osebi gre in kateri dogodek, ne, da ne bom, kako se reče že, spoilerju, kvarnik, ne, da ne bom izvedel kvarnika. Ampak pač to, kar ona dva na koncu storita, je bila v tistem trenutku res njuna odločitev. Do tega je prišlo čisto spontano, mimo mojega plana. Moj načrt je bil drugačen, ampak ko sem pripeljal prizor do konca, je šel v neko smer, ki je bila, lahko rečem, njuna oziroma v tem konkretnem primeru njena. Odločitev je bila njena. Ne. In to se mi je zdelo nek blazno magičen moment, ki ga prej v pisanju še nisem izkusil, vsaj ne na tak način. Izkusil sem ga marsikje druge, ali v teatru, ali v muziki, v pisanju pa še ne. Jaz, ko sem videl, ne vem, da si izdal roman z naslovom Band, ne, sem rekel v bistvu wow. Ne. Po en strani se zdi, ti si človek, ki ima svoj band, ima ga že zelo dolg, ampak meni se je ravno zaradi tega zdelo to v bistvu navidezno lahka naloga, ne, ampak ravno zato v bistvu izjemno težka. Ne. V bistvu pisati nečem, kar se nam zdi vsi, mislim, ogromno ljudi je imel band ali pa spremlja neke bende, neka, bom rekel, splošna tema, kako zdaj to obdelati, da v bistvu poveš nekaj novega, pa da ne izpadeš, ne vem, pretenciozen ali pa ne vem, pretirano filozofski. Mislim, se mi zdi, da si za, ne vem, prvo knjigo fikcije zadal izredno težko nalogo, ne, in si jo tudi po mojem zelo dobro spelo, ne, ampak kako si ti gledal, mislim, a se ti je zdaj pač to, če že greš v to neka logična izbira, ali si pač rekel, lej, ne bom se ustavil pred vsem, kar mi govori, da ne tega delati. Zdela se mi logična izbira, je to, seveda, to je področje, ki ga poznam, to so zgodbe, ki jih poznam, to je situacija, ki jo poznam. Rečemo tako reči, band je ena specifična skupnost, ena specifična situacija, ki ima neke svoje, pa ne bom rekel zakonitosti, ampak pač je drugačna kot karkoli drugega, kar ponovadi uporabljamo kot prispodoba benda. Ne. Se pravi, je družina, ampak ni družina. Je prijateljstvo, ampak ni samo prijateljstvo. Je poslovno sodelovanje, ampak ni samo poslovno sodelovanje. Se pravi, je nekaj vmes od familije do frendov po basketu, ko grejo na per oziroma pač igrajo košarko skupaj. In nek ta dosti širok diapazon, ki v bistvu postavljajo oklepaj in zaklepaj temu, kar meni osebno band je. In v tem smislu se mi zdi pač neka dosti močna metafora v končni fazi, ne, za marsikaj, za sobivanje, za srečanje v muziki, tako kot se ga nekako poskušam na tej osnovni ravni opredeliti. In kar se pa te odločitve tiče, na nek način sem si, zdaj, če bi se lotil pisanja tazga romana brez izkušenj, ki jih imam, se pravi, če ne bi imel benda, ne, se kaj pa pisatelji pa pisateljice počnejo, pač najprej opravijo neko resno raziskavo nekega področja, če ga v osnovi ne poznajo, če ni njihovo domače področje. Ne bi vedel, jaz kar pišem. Ampak ne, če bi se zdaj lotil nečesa, kar je čist ven, ne, iz tvojega, mojega, pač čigarkoli že miljeja, da tako rečem, je treba najprej seveda vstopiti v ta prostor. Ne. Če bi zdaj pač hotel, ne vem, pisati knjigo, ki se dogaja na gradbišču, med delavci na gradbišču, bi verjetno moral iti, ne vem, vsaj za kakšen mesec, dva delati na gradbišče, zato da zadevo izkusim. Ne bi bilo zdaj samo to, da se pogovarjam s temi ljudmi, ampak bi verjetno bilo treba na nek način stopiti v ta prostor, ki spet ima neke svoje specifike. Ne. In tle pač se mi je zdelo, ok, prišparil sem si en konkreten kos dela, ne, v smislu ta research, ta raziskava je nekaj, kar sem že opravil oziroma kar še vedno opravljam, lahko rečem celo, že če štejem zraven še tiste gimnazijske začetke, basically 30 let. Ne. Se pravi, raziskava, ok, kljukca, lahko začnemo pisati. Ne. V tem smislu mi je bil
domač teren in glede na to, da ja, je to moj prvič, ne, v tem smislu fikcije, v smislu romana, mi je bilo kar pomembno, da mi je dalo to neko izhodiščno samozavestno. Pa tudi to, še ena stvar, ki sem jo mogoče hotel doseči, pa se mi zdi, da je lahko dragocena, povabiti ljudi v ta prostor. Ne. Tako kot sem rekel, pač obstaja ta prostor, ki ga, recimo hecna stvar, zdaj glih včeraj sem bil na sestanku na ALUO, na Akademiji za likovno umetnost, pač nekaj bomo sodelovali, kakorkoli, in smo se pogovarjali o tem, kako neko zadevo zapeljati in speljati, in potem nas je pač dekan peljal po ateljejih, ne, in pač s prijateljico Ivano Džilas, ki bo zadevo režirala, hodva tam in midva so bila samo wow. Pričemer sva hodila po nekih praznih prostorih, ki so smrdeli po barvi, pa terpentinu, pa tam so bili neki raztreščeni štafelaji in pač naj gledata dekan in profesorca, zakaj so toliko navdušena in sva rekla, veš, vam je to nekaj vsakdanjega. Ne, jaz pa redko kdaj stopam v slikarski atelje in ker stopam v ta prostor, je to nek wow moment, koliko to dobro izgleda. Njim je samoumevno, meni ni. In tle se mi zdi podobno, pač ta zgodba, upam, da ne, tudi ljudi, ki jo berejo, povabi v ta prostor. V prostor, in ko rečem prostor, seveda ne mislim samo fizičnega prostora za vaje ali pa odra ali česarkoli, ampak v prostor, ki ga imenujemo band. Kako so pa mogoče člani tvojega benda reagirali, ne? Mogoče na to, da si povabil zdaj, ker če imaš bend, to ni samo tvoj prostor, ne? Mislim, so se prepoznali, mislim, se čudili, da jih ni mogoče v tej zgodbi, ne? Da so rekli, čak, narad, bend, kje sem pa jaz? Ogromno ljudi, s katerimi, da rečem, mojih glasbenih sopotnic in sopotnikov seveda je tukaj noter. Ampak nihče ni zares tukaj noter. Se pravi, noben od likov ni, da rečem, copy-paste katerekoli realne osebe, ampak neki koščki, neki elementi različnih oseb, različnih izkušenj, različnih zgodb se pa seveda prepletajo skozi te like. Tako da ne, nekako sem jim tudi pač že vnaprej povedal, kako sem stvar zastavil, da naj se ne iščejo, če bojo pa prepoznali kakšno svojo izjavo ali pa kakšen svoj štos ali pa kakšno svojo anekdoto, pa pač naj mi tega prosim ne zamerijo, oziroma za kakšno stvar konkretno sem pa tudi rekel, vse veš, to sem ti pa spizdil. Ne. Saj glasbeniki ste navajeni, semplanja. Prej si že rekel, band ni družina, ampak ta roman je po svoje tudi družinski roman. Ti pripoveduješ v bistvu zgodbo benda, pa tudi zgodbo družine. Ne? Ki je taka v bistvu, zelo bom rekel, neka že moderna družina, kjer vidiš, da so se neke vloge zamenjale, že niso zdaj te klasične patriarhalne družine, oče glavni, vsi ostali sledijo, kar uspejo ugotoviti, kaj ta zblojeni človek na čelu kolone sploh želi. Koliko so se pa bendi spremenili v bistvu, v tem smislu? So se tudi v bendu, ki zdaj z neko družbeno spremembami spremenili, ali tu ostajajo neke vloge? Recimo, pred časom sem gledal nek dokumentarc oziroma neko serijo dokumentarno Women in Rock. Ne. Pa malo je zavajajoč naslov, ker ne gre samo za rock muziko, gre za popularno muziko nasploh. In recimo predstavnice teh zdaj, da rečem mlajših generacij, ne, predvsem poudarjajo eno stvar, ki da se počasi spreminja. Če tako pogledamo genezo, ne, kaj so bile punce, ne, v rock'n'rollu, pevke so bile, ne, basically. Pač se fanti bi vse sami naredili, drugače sem pač tako, ko lahko zapoje ženska, pa vse noben tip ne more, se pravi, pa še lepa je, pa tako, pa super, pa jo imamo odspred, ampak itak smo pa mi tisti, ki furamo in industrijo in vse skupaj, pač jasno, ne, kaj pa ona ve, ne. In to je dejstvo, če tako pogledamo, v bistvu neki ti, kakorkoli so se v družbi že skozi 60 pojavljali močni, neki emancipatorni, feministični momenti, jih je v bistvu v rock'n'rollu bilo relativno malo.
se mi zdi, da je to prišlo malo z zamudo, da potem dobimo v 70-ih, sploh pa kasneje v 80-ih in te all-girl bande, da rečem, ne, se pravi, ki so res same punce, ki punce tudi igrajo bobne, igrajo bas kitaro, ne, zakaj pa ne, in tako naprej. Če so lahko moški basisti, so lahko tudi ženski. To je v nekem trenutku nova misel, ne, ker predtem pač preprosto rock and roll je moški šport. In se mi zdi, da je popularna godba nasploh v tem smislu, kakorkoli je odprla ogromno nekih vrat in ogromno nekih glav in naredila take pa drugačne revolucije. Na tem področju je pa kar dolgo vztrajalo v nekem patriarhalnem modusu operandi, kar se vidi, no, zdaj se pa vračam k temu, kar sem rekel na začetku, kaj pravijo te predstavnice mlajših generacij, produkcija, producentke. Ne, to je nekaj, kar v bistvu šele v zadnjih mogoče desetletjih ali pa 2 desetletjih prodira. Podobno kot na področju filma režiserke, ne, se pravi, ker kdo je kaj producent v glasbi. Ne, v glasbi je producent tisti, ki v resnici, ok, band naredi komade, band se naredi aranžmaje, ampak producentka je tisti, ki bo zadevo dejansko naredil. On bo naredil tisto, kar bomo slišali, ne, na radiju, kar bomo slišali na plati. In to je res zelo ključna figura. Pri nas mogoče malo gumbe čez. On ima gumbe čez. In tisti, ki ima gumbe čez, ima zvok čez. Ne. In ja, to, da v bistvu šele v zadnjih, ne moram reči desetletjih, ampak bolj letih ženske producentke pridobivajo na moči, pridobivajo na veljavi, pridobivajo na nekaj spoštovanja. Se pravi, to je eno od tistih področij, kjer recimo je bil ta patriarhat še kako prisoten v popularni muziki. Ja, ker tudi tvoja glavna junakinja se v bistvu zelo nekako z začetka sramežljivo bori za nek svoj kreativen prostor. Ona dobi na avdiciji nekako priložnost, da postane pevka in potem seveda počasi nekako pove, da ima pa ona tudi kakšen besedil, pa nekaj zapovedati, ne, tako, ampak zelo sramežljivo. Ne. Ja, seveda, moja Zoja, ok, prvič je to, da je punca, drugič pa tudi to, da je mlajša, ne, pač ona pride v band, ki je že obstajal prej oziroma že obstaja, ki pač po nekih prigodah in čudaških zadevah ostane brez pevca in kitarista in potem ona vstopi v neko že obstoječo vlogo, v nek že obstoječ prostor. Tako da mislim, da je ta njena sramežljivost predvsem povezana s tem dejstvom. Drugače pa pač mene moja Nina zafrkava, da je Zoja moja projekcija najine hčerke v prihodnost. Ne. Pač moja hčer je stara 8 let, tako da je še daleč od tega, da bi kaj s kitaro skakala okoli po odrih, ampak češ moja želja v smislu tega, kaj si želim, da najina hči postane. Čist, pač itak, da imaš, se mi zdi, svoje like rad, ne, da so ti blizu, da so ti pri srcu. Jaz sem to svojo Zojo strašno rad in strašno jo občudujem, predvsem zato, ker se mi zdi izjemno pogumna. Izjemno pogumna in izjemno izdelana je, ne glede na leta, ne glede na to, da je pač še precej mlada, ampak izdelan človek in pogumen človek. In ja, to je neka dimenzija, ki je v bistvu imela že, da rečem, na začetku, že takoj, ko se mi je porodila kot karakter. No, pa ta družina, mislim, če smo rekli, da Zoja je hčerka, kaj pa pol družina? Kdo sta? Oče, mama, sin? Kje si te? Ne, nimam. Mislim, da pač par stvari vsem povemo, da bo jasno, o čem se pogovarjava. Ne? Pač specifika te Zojine družine je v prvi vrsti oče. Ne? Oče, ki je mogoče celo ključna figura v romanu, pri čemer skozi cel roman praktično nič ne govori. Zakaj pač foter ni oče, ker je foter, striktno je foter, tako mu tudi vsi pravijo, razen njegove žene, ki ga kliče po imenu. Foter je imel v mladosti band, bil je pesnik, bil je umetnik, bil je semi zvezda, potem je šlo to v maloro, ok, kakorkoli, ampak on je v bistvu na neki točki malo spustil vse stvari iz rok. Ne. Se pravi, on zdaj funkcionira v tej familiji, v tej bajti Balkane kot nek hišni duh, ki se pojavlja zmeri s tem nekim nasmehom na obrazu, drugače pa je v glavnem zaprt v svojo garažo in dela ptičje hišice. In od njega v bistvu nič ni. Ne. In ta nasplošno se mi zdi, da tem, ne se mi zdi, pač jaz vem, kaj sem hotel zdaj,
kaj je vam prišlo, itak ne vem. Ampak, Ven se bo nekaj izdel. tako, kako je že imel navado reči moj profesor za slovenščino na gimnaziji, ko je šlo za interpretacijo literarnih besedil. Ok, zdaj pa pišite, vam bom jaz povedal vaše mnenje. Ne? Pa se ga boste pa naučili, pa mi ga povedali. Skratka, marsikaj v tem romanu v bistvu govori o takih pa drugačnih eskapizmih, o pobegih, o načinih, kako stopiti z tega vlaka, kako se umakniti. Seveda, foter je najbolj radikalen primer, ok, še bolj radikalen primer je ta bivši pevec, ampak o tem zdaj ne bom, ki recimo, da to stori realno. Ne. Foter je človek, ki to stori tudi v bistvu zelo, zelo konkretno. Ne. Pač preprosto ne gre se več. Ne. In v tem smislu mislim, in potem je še par elementov, skratka ta tema se mi je zdela strašno zanimiva in sem se zato z njo ukvarjal, sem pa vmes pozabil, kaj sem jo vprašal, zato sem zdaj malo visel v zraku. Mislim, malo sem te zbodel, če boš povedal, kdo so bili, ampak v bistvu imam drugo, bolj resno vprašanje. Ne, namreč ta tvoja družina, ne, zdaj, ki si že začel tudi s tem pobegi in to se meni zdi taka ena zelo moderna družina v smislu, mislim, še zmeraj so to, mislim, ne moderna v tem smislu, ne vem, tako kot smo gledali, The Modern Family, pa če zmeraj mama, oče, pa 2 otroka, ampak moderna, da te v bistvu to neka, recimo, tudi meni znana družina, kjer bi se, jaz ne vem, bi tako poimenoval mogoče postkonformistična, ne, prišla je do nekega obdobja, ne, nekih egzistencialnih problemov nima, ampak šele takrat v bistvu nastopa pa neke nove vrste težav, ne, skratka iskanje nekega smisla, ne. In ja, se mi zdi, da početek pobeg je to, da v bistvu ne vidi več smisla v tem življenju, ne, ali bi ti to kako drugače opisal? Pa jaz ne bi bil tako usodnosten, no. V bistvu ta foter saj nikjer ne zvemo, zdaj, tudi ne ukvarjamo se s tem, kaj je vzrok za to njegovo. Ok, vemo, da je recimo ta njegova kariera pač šla v grunt, ampak ni, vsaj tako, kot tudi to govori Ksenija, njegova žena, se pravi Zojina mama, ni zdaj to vir neke travme, ne, pri njemu, pač saj ona ga tako vidi, ne, ni to zdaj vir, on ni propadel človek. On je človek, ki mu na neki točki mogoče tudi malo preprosto flegma v tem smislu, malo človek je pač ostal brez ambicije, ampak je to v bistvu zapeljal na neko tako zelo pomerjeno ladjo oziroma neko tako zelo nerazburkano morje. Zelo je v bistvu pomerjen sam s sabo. V tem, da pač se mu ni treba več truditi. V končni fazi se mu dejansko tudi ni treba več truditi, ker pač potem, ko enkrat to prevzame Ksenija, njegova žena, igra je blazno dober, ne, in ona je strašno uspešna in ona je basically zvezda in tudi prinaša domov veliko denarja, ne, in njemu res ni treba, ne. Kar se pa tega tiče, ko si rekel, ja, ta familija je, zdaj ne moramo reči, da je ravno bogata, ampak gotovo je gled več kot okej, ne. Tle sem že bil deležen tudi kakšnih pripomb v smislu, kaj zdaj s tem, ne, kot se reče, first world problems, ne, problemi prvega sveta. Ja. Ker se mi je zdelo, da so vsi dobu. Ja, seveda. In zdaj, ali obstaja, mislim, če tako pogledamo, da to ni zdaj argument za ali pa proti, to je samo pač mogoče preblisk pomislek, ne. Sploh pa prosim, da ne bi kdo zdaj tega vzel kot paralelo, v smislu, da se primerjam z avtorjem, ki ga bom omenil daleč od tega. Ampak, o kom je že pisal Shakespeare, ne? O kakšnih ljudeh, o katerih ljudeh je pisal Shakespeare, ne? Shakespeare je pisal o kraljih, o vladarjih, o princih, ne? In gledali smo tragedije. Mislim, in čisto v bistvu popolnoma legitimna drža naša bi bila, da rečemo,
je pa kaj mene boli za tega nekega danskega princa, ki se tam ukvarja z nekimi svojimi, mislim, ne, lahko njemu, on se lahko ukvarja s temi eksistencialnimi vprašanji, pa kva zdaj bi, pa česa ne bi, pa tam motovili, ne, seveda parodiram, ampak mislim, se ima polno rit vsega, ne. In vsi gledamo Succession in milijarderje, ki se pulijo za, kdo bo imel več, kdo pa manj milijard. Ampak dobro, tam mislim, da gre za drugo stvar. Pri Successionu malo v bistvu uživamo v tem, ko vidimo te nesramno bogate ljudi v neki njihovi vendarle človeški bedi. Ne? In mogoče malo uživamo v tem. Ne? Jaz pa prvič, jaz itak ne pišem o nesramno bogatih ljudeh, govorim o ljudeh, ki jim dobro gre. Ampak hočem to reči, da relativizirati neke ali stiske, ali dileme, ne, ali karkoli je zelo nehvaležno početje, ne, ker v tem smislu bomo vedno našli nekoga, ki je v še slabšem položaju. Ne, se pravi, ne vem, kaj boš zdaj naredil, pride ti 16-letnik in se ti začne izpovedovati in govoriti o tem, kako mu je hudo. A boš rekel, daj poglej, kaj pa tvoji vrstniki v Gazi. Ok, ja, seveda, ampak kaj si s tem naredil? Nič nisi s tem naredil. Pač prekvečimo ta človek, ki se ti je zdaj odprl, mlad človek, ki se itak težko odpre, se ti bo zaprl nazaj. Ne? Ti pač njegova stiska je resna stiska, ne glede na to, koliko se nam mogoče lahko zdi v nekem širšem kontekstu banalna ali pa nesmiselna. Nič ne bomo naredili, če bomo rekli, se ti mozoli, mislim, zdaj res banaliziram, ne? Ampak ne, jaz sem tukaj čisto na tvoji strani, predvsem iz prepričanja, da je potrebno pisati v vseh obstoječih svetovih. Ne? Mislim, da to je, naj vsak pač piše o tistem, kar se mu pač osebno zdi in da mislim pomembno pisati in da vse te zgodbe so seveda legitimne. Ne? Sem pa predvideval, da si dobil kaj, pa sem hotel malo dregant v to smer. Ne? Še ena stvar, ki mi je pa blazno zabavna, je pa ta v bistvu, kako si to zapeljal s temi ptičjimi hiškami. Ne? Namreč oče dela ves čas te ptičje hiše, na kar sin, ki je nek popolnoma zgubljen človek, ki je recimo ves v nekih idejah, nič iz njega, v enem trenutku začne sanjati, da bi mogel v fotor narediti pametne ptičje hiške. Ne? In bralec, ne, zdaj, jaz sem se, moram reči, da to mi je bilo pa super, ker se mi je zdelo, da to je tako tipično in tako izhaja iz karakterja, ne, tega človeka, ki nič v življenju pametnega ni naredil, ne, in da mu tako paše ta neka nora ideja, hkrati pa seveda veš, da ta ideja je lani podjetju, ki jo je prineslo, mislim, ki jo je dejansko resnično prinesla 180 milijonov evrov prihodka. To se mi je zdela ena taka super, mislim, ti si poznal to. Seveda. Tle sem izkoristil pač, ne, to je malo tako, v katerem filmu je že tist, pa se to je stara fora, ne, kaj bi bilo, če bi se ti iz prihodnosti pojavil nek bilten športnih rezultatov, ne, pač super, gremo na polno staviti, pa obogatimo, ne. No, tle sem pač izkoristil to razpoko v času, da se moj roman dogaja tam kakšno desetletje nazaj približno, se pravi, v bistvu da se jasno locirano, sicer samo v prvem poglavju je definirano, je govora o tem, ampak v prvem poglavju je govora o tistem znamenitem koncu sveta leta 2012 in že vemo, da se ta znameniti konc sveta ni zgodil, se pravi, malo po tem koncu sveta smo, tam nekje leta 2013, lahko mogoče pa razložim, zakaj sem se za to odločil. No, ampak skratka, ja, seveda idejo Bird Buddyja celo poznam njenega avtorja in seveda sem mu tudi povedal, glej, jaz sem tlele to tvojo idejo v bistvu zelo Puljenih ljudi si samplal. Ja, absolutno. In sem mu tudi pač povedal, kakšen je kontekst, pa kdo to idejo in kako jo predstavi in seveda tisto ključno vprašanje, ki mu ga potem zastavi njegova mama Ksenija, ne, se pravi svojemu sinu, potem ko pride s to fenomenalno idejo o pametnih ptičjih hišicah in reče, ne, se to pa ni slaba ideja, zdaj vprašanje pa je, a boš ti kaj naredil v zvezi s tem. Ne. In ta avtor, dejanski avtor Bird Buddyja, ko sem mu povedal vse to, reče, fakt stari, a veš, da je toliko manjkalo, da bi se zgodilo točno to. Ne? Je rekel, da on je pač to idejo
razvil na zelo podoben način, v smislu pazi to, hudo, ne, to bi bilo pa tako, ampak da njemu se ni dal, njemu se zdelo sploh brez veze se s tem ukvarjati več kot to. On je bil podobno kot ta moj Teo na tej poziciji, češ, jaz si pa zmislim super stvari, s tem me pa boli, kaj se z njimi zgodi. In da je bil v bistvu njegov kolega, ki pa ima poslovno žilico, tisti, ki je zadeval potem, ki ga je dobesedno klical po 2-krat na dan, dajva se dobiti, dajmo to razviti in tako naprej. Ja, bend je rabo, ne? Kot solist ne bi uspel. Ja, absolutno. No, zakaj si zdaj, mogoče, če si že odprl to temo? Zakaj sem šel nazaj v preteklost? Ja. Se pravi, ti moji liki so Zoja, ki je najmlajša, je stara tam neki 20 plus, fanti v bendu so od nje starejši, ne vemo točno koliko, ampak vidimo, da tam nekih 5, 6, mogoče 7 let, ta je od nje starejši 10 let, se pravi je 30 plus, Ksenija, mama je tam proti 50, foter je pa nekje sredi 50-ih. Evo, tako. To je ta diapazon. In ko sem začel pisati, sem najprej pisal v tem nekem nedefiniranem sedanjiku. Ne? In sem ugotovil, da imam s tem velik problem, ker ravno ta generacija, ki pripada predvsem Zoja, delno pa tudi fantje v bendu, je generacija, ki jaz zdaj v tem trenutku zgodovine najslabše poznam. Ne? Jaz zdaj ne poznam ljudi, ki so 20 plus. Nimam nobenih stikov z njimi, nobene presečne množice ni tukaj. In zaradi tega se mi je začel v bistvu kar malo rušiti vse skupaj, ker prvič ne poznam njihove govorice, drugič ne poznam načina, na katerega komunicirajo. Jaz sem na Facebooku, oni so na TikToku, jaz ne vem, kako funkcionira TikTok. Mislim, banalija, ampak ni toliko nepomembna, ker je pač vendarle se tudi so v tem romanu, ljudje komunicirajo po telefonih, ljudje govorijo o družabnih omrežjih, ne, in preprosto je naenkrat vse to zvenelo zelo neprepričljivo. Zato sem se odločil, da vse skupaj, ja, s tem, ko sem zamaknil zadevo za dobro desetletje nazaj, sem si kupil nek dušni mir. Se pravi, ker takrat, ko se ta band, če sem zdaj star 48, takrat, ko se ta band dogaja, sem jaz star 36, 37. In če sem prej opisal to matematiko, ne, se pravi, od 21 do nekaj in 50, sem tako glih na sredini in se počutim dober in se mi zdi, da nekako imam pregled nad vsemi temi generacijami, ki se v mojem romanu srečujejo. Vidiš, ti se toliko s tem ukvarjal, jaz pa sploh nisem porajal, da je to zamaknjen nazaj, meni se zdaj pač, ja, to so te mladi zdajle, ker tudi tako, kot ti nimam toliko zelo stika z njimi, čakam, da moji otroci pridejo. Ne, pa se jaz mislim, ker eni govorijo pač, in gotovo, seveda obstajajo generacijske razlike, itak. Ampak dobro, kaj pa recimo je moj stik študenti, študentkami današnjimi, moj priljubljen bar Vesolje v Ljubljani, ne? Ferrand, to je tam, če ne poznate tistega konca Ljubljane, to je v bistvu bar, ki je pozicioniran direkt med, ne vem, Dramo, Cankarjev dom, vlado predsedstvo, pol so pa tam Filofax, AGRFT, srednje šole, skratka, in to se vse zgrinja tja. Ne? In seveda, ko se mi za sosedno mizo na grmadi 10 študentov, jaz pa pišem kolumno, valjda jih z enim ušesom poslušam. Ne? In vedno znova prihajam do ugotovitve, ne, vse niso taki vesoljci. No? In še vedno govorijo slovensko. In tudi, če imajo, seveda, se tudi v mojem romanu je ogromno angleščine, ampak še vedno govorijo tako, kot smo jo že mi uporabljali. Ne? Skratka, ni takega norega preskoka, da bi pa zdaj rekel, da smo pa mi na različnih planetih. Ne? Tako da v tem smislu se mi mogoče zdi, da je tudi malo pretirano poudarjati to, kako pa zdaj generacije druga z drugo praktično že ne moramo več komunicirati, zaradi tega, ker sta to že dve tako različni govorici, no. Tako različni pa spet nista. No. Ja, moja žena mi je ravno nedavno pravila, ki je bila na nekem predavanju, kjer so začeli s citatom o tem, kako mladi so grozni in kako to nikar ne pelje, no avtor tega citata je bil Sokrat. Tako da, ja, to. Deva še malo o družbenem angažmaju, ne, mislim, ki je pri tebi v bistvu vsem, bom rekel, malenkost specifičen. Ne. Jaz se spomnim že, ko si v bistvu začel kot avtor, da si pripovedoval, kako si imel v bistvu težave, kako se ti zdi težko napisati nek družbeno angažiran komad. Skratka, ti vsem, kar delaš, se prepozna nek tvoj
odnos do tem, ukvarjanje s temami, kot esejist, kot voditelj, obravnavaš skozi ene pereče, v bistvu vse pereče probleme. Tudi tukaj v tem romanu se čuti, v bistvu, da si luciden opazovalec družbe, da premišljuješ o problemih, jih zaznavaš. Ampak v bistvu vedno se mi zdi, da iščeš neke v bistvu ne te direktne aktivistične pristope družbeni angažiranosti. Jaz se mislim, če se hočem iti aktivizem, sem pač šel aktivizem. Ne? Se mi zdi, da pa to ne pomeni zdaj, da literatura ali umetnost nista, ne morate biti aktivistična, daleč od tega. Ampak moj način, na katerega jo razumem, ali pa delam jaz, da tako rečem, jaz imam s tem problem, jaz imam s tem težavo in se zato pač tega ne lotevam, razen izjemoma, ali pa razen po ovinkih, tako kot si rekel. Ja, tukaj seveda pač eno je to, kar vznikne skozi debate v romanu, ne? In ja, seveda so nekatere teme pereče, tako ali pa drugače, ne samo osebnost, ne samo tiste, ki se tičejo likov samih, ampak, ali pa benda samega, ampak tudi širše, se pogovarjajo o svetu okoli sebe. Ne? Drug ventil, ki sem ga pa tukaj tudi nekako uporabil, pa so pa ta umestna poglavja, ki imajo isti naslov Avtobus. Ne? Se pravi Zoja, ki je nekako, to je očitno glavni lik romana, čeprav ni prvoosebna pripovedovalka, ampak je očitno, da je ona tista, ki je ves čas zraven, ne, ona je pričal samo, se vozi z avtobusom in na avtobusu ali nekaj bere ali posluša neke podcaste, karkoli že. In v bistvu sem te avtobuse izkoristil malo za to, da sem skozi te seveda svoje infektivne ali teoretske tekste ali pa te neke intervjuje, te neke okrogle mize poskušal še kakšne teme noter pripeljati, ki jih drugače mogoče ne bi mogel, recimo to temo gurujev samopomoči, ne, in industrije v bistvu takih pa drugačnih terapij, mislim, sej nisem hotel z ničemer obračunati, ker je to itak zelo kompleksno vprašanje, ampak preprosto pripeljati neke te teme noter in jih obravnavati, ampak v bistvu bolj kot srečanje, kot problem, ki ga ima Zoja s tem, ne kaj jaz mislim o tem, ampak bolj kot te neke težave, ki jih ima ona, ko se seveda pač ukvarja z vprašanjem, kaj je v resnici v čem je v resnici uspeh in skrivnost uspeha njene matere in odkot vsi ti denarji, ne, in s tem ni pač sprijaznjena, jasno, sej ne morem. Pa se ti zdi, da ljudje niso sprijaznjeni z denarjem, da je to pri nas problem? Mislim, a so ljudje, sprijaznjeni s svojim uspehom, recimo finančnim, ali imajo s tem določene težave? Ne, mislim, seveda o predpostavki, da si finančno uspešen, mislim, da si zmeri bolj sprijaznjen in imaš zmeri manj težav s tem in se zmeri manj sprašuješ okrog tega, kaj bi, s kom bi delal, s kom pa ne bi, ali karkoli. Čeprav vendarle, da ne bom zdaj ciničen, se mi zdi, da vsi ljudje imamo neke, pač ne vem, sprejmemo neka pravila, ki se jih potem vendarle bolj ali manj držimo. Konkretno, mislim se recimo tudi s Kataleno imamo v bistvu 3 pravila, česa ne delamo, ne igramo na playback, tudi smo se menili že čisto na začetku in tega se držimo, ne igramo na playback, ne igramo kulis tako imenovanih, se pravi, da bi igrali medtem, ko bi ljudje jedli ali pa počeli kaj drugega, in ne igramo za politične stranke. Pač za nobeno, to smo se v štartu odločili, za nobeno, ne glede na naše politične preference, smo pač band in ne bomo na ta način se nikoli izpostavljali. Če nas povabi država, pridemo, igramo, čeprav težko najdeš organizatorja, ki je tako picajzlast pri pogajanjih za honorar, kot je Urad Vlade Republike Slovenije, ampak pustimo to. Ja, skrbijo za davkoplačevalski denar. Ja, se pravi, ja, skrbno rokujejo z njimi. Ne, zadnji smo imeli, pred kakšnima 2 leta smo imeli hecno situacijo, ko smo se pogovarjali oziroma pogajali za honorar za nastop na osrednji državni proslavi, na kateri smo že igrali nekih 10 let pred tem. In ko smo poskušali pač
dvigant honorar, ker smo rekli, ej, čakajte malo, smo jim kot kronski argument, za katerega smo mislili, to bo pa valjda ne, imelo svojo težo, poslali pogodbo izpred 10 let, ne, pa tako pač, what's wrong with this picture, ne. Ampak ni šlo, pač, ne, ni se jih dal prepričati to, da pač, da je 10 let nekaj pomeni v smislu inflacije, pa ja, ampak to je v bistvu tema, o kateri se mislim, da na kulturi ves čas pogovarjamo, ne, jaz pač, ki delujem v kulturi in medijih, pač, ko me vpraša, kako je, rečem, če ne bi bilo inflacije, bi bilo čisto super, ne, ampak ker je pa inflacija, to pomeni, da vsi imamo, zdaj, da imam jaz 30% manjši honorar, kot sem ga imel, ne, ja. Ampak ja, tako kot si rekel, pustva zdaj, da ne bova jamrala, čeprav verjetno ljudje, ki pridejo na pogovore, pisatelji pričakujejo določene jamranje. Obvezna kvota jamranja za literarni pogovor mora biti. To je tako, kot pač v poročilih imaš koliko že 7% časa mora biti namenjeni Dončiću, ne glede na to, katera poročila, pa so športna, mislim, sporočila nasploh, no, pač informativni program. Čeprav mislim, da je 7 premalo, 77 je cifra njegova, ja, tako da. Ja, ne, meni je danes recimo gospa, ki prodaja na ljubljanski tržnici jabolka in jabolčni sok, pač ko sem prišel, pa me je vprašala, kako si tam, ne, pa sem rekel, v redu je, nimam se kaj pritoževati, pa rekla, končno enka ne jamra, in je bila vsa zadovoljna. Ja, na tej točki bi jaz povabil publiko, evo, takoj, da pristopite z vprašanji, ne, glede na to, da nas ni veliko, pa je tako intimno vzdušje. Ena stvar, kaj mislite o tem programu, ki je zdaj zadnji čas med kulturo, druga stvar za Narata, kaj je pa misel po zadnjem LP-ju Aldo, nekaj Aldo Veskana kot producent, za Gorana bi pa, kar sem meni, se nisem mogel govoriti, da lahko kdo to reče, ki bi v Frankfurt so rekel, da vem, kva so tega Gorana, ki je rekel, kot tudi slovenski pisatelj. Zdaj, to je res, jaz sem bral njegove knjige, to je res, tako je. Ja. Eto, jaz se strinjam z njim, jaz ne vem, kaj so me tja v ta Frankfurt vlekali. Ne, sej je bilo prevedeno v nemščino, tako da Nemci pol niso pogruntali, da jaz ne znam slovensko. Ja, vse okej, ne, oni tako, pol v nemščini je to ful v redu zgledali. Ja, glede tega pogroma bi jaz sam rekel, da to ni zadnje čase, ampak zadnja desetletja, tako da ni nič novega, ja, no, tako da tisti pogovor. Če je pa govora o tej, mislim, da se to smo zdaj že verjetno vsi slišali, ta absurd napovedanega referenduma, katerega stroški bi krili vse te zaslužne štipendije nadaljnjih 70 let, se pravi dejansko tle vlada neko nesorazmerje, ampak je pa po drugi strani tudi čisto logično, zakaj se dogaja in kakšna je agenda politične opcije, ki ga zagovarja in ki ga bo pač sfurala. Tako da jaz predvsem, včasih mi je žal, da nisem pravnik, recimo meni je fenomenalna zgodba tega koroškega odvetnika, no, Vovka, ne, in to, kako je on v bistvu uspel na Vrhovno sodišče v Avstrijo pripeljati problematiko dvojezičnih tabel, tako da jih je v bistvu zastavil oziroma izpostavil to, da so to prometni znaki, ne. Se pravi, mislim, pravna caka, ki pa je genialna, ne, s tem je v bistvu uspel pripeljati zadevo na najvišji nivo, zaradi tega, ker zdaj se pa pogovarjamo o prometnih znakih, tukaj pa ni več izgovora, ne, to je pa zdaj vprašanje varnosti. In skratka, žal mi je, da nisem pravnik, da bi recimo vedel, a lahko Maja Smrekar tož SDS zaradi uporabe pač svojega lika in dela na plakatih, ker jaz mislim, da bi ga lahko se to sem. Jaz so Levice napovedali. Ampak ne prav tožba v smislu, ne zlorabe, ampak pač zlorabe v smislu načelnega, da se ne gremo načelnih zadev, ampak da se pogovarjamo o fakta bruta, ne, pač o avtorskih pravicah, o kešu, pač preprosto vzel si nekaj mojega, uporabil si to za svoje namene, pač sorry, ne. Skratka, meni se zdi, da bi, pa res nisem kverulant, da ne bo pomote, ampak včasih se tako počutim, eni ljudi bi bilo treba sem tožiti na polno, no. Tiste, ki serjajo po internetu, pa ki zganjajo take pa drugačne pogrome, vsi, če se predstavljamo to, pa ne bom zdaj o konkretnih imenih, ampak ljudeh, ki so najbolj glasni, ki so najbolj žaljivi, ki so najbolj lažnivi v teh svojih takih pa drugačnih objavah, da se vsakič znova vsi, ki so prizadeti, spravijo in jih tožijo, pa da vidimo, ne. Seveda se to ne bo zgodilo, ampak dobro. Je pa taka lepa. Ja, misel je lepa, sam
nočeš biti tisti, ki jih toži. Mislim, ker je vedno tako. Ja, mislim, enostavno nočeš si življenja zakomplicirati s tem. Ne? In zato moraš biti res poseben človek, ne sam pravnik, mislim, da moraš biti tudi poseben človek, da si rečeš, mislim, da se greš tega. Ne? In če imaš recimo, ne vem, moj prijatelj Dino Bauk, ki je odvetnik in pač pisatelj, ne, on pač ti reče, lej, kot odvetnik ti lahko rečem, da lahko ta primer dobiš, kot prijatelj ti pa rečem, pozab pa pej dam, pa ne se tega iti. Tako da, ja. Za Aldota, ja. Aldo Ivančič je bil producent našega 4. albuma, Cvik Cvak, ki je išel leta 2008. Je pa lani išel tudi na dvojnem LP-ju in jaz moram reči, da to v meni še zmeri, če pač moram izpostaviti, če kdaj dobim to vprašanje, ploščo, na katero sem najbolj ponosen v glasbenem smislu, je to zagotovo Cvik Cvak in tukaj je tudi Aldotov doprinos bil izjemen. Predvsem je bil Aldo mogoče celo edini, to, kar sem prej govoril o producentstvu, ne? In sem navrgel nekaj v smislu, da pri nas ni čistko. In dejansko pri nas v glavnem ni čistko. Tudi zaradi tega, ker večinoma bendi nimamo takih budžetov. Redko, kateri si vzame to zdaj, da bo šel pa se za 2 meseca zaprl v studio, pa ne, ni tega denarja. Že prej ga ni bilo, zdaj ga pa sploh ni. Tudi v zlatih cajtih glasbene industrije. In zaradi tega tudi v bistvu pri nas so producenti vendarle bolj, je praviloma njihova vloga mičken manjša, kakor pa če govorimo o nekih velikih produkcijah, pa o tujih trgih in tako naprej. No in zato se mi zdi, da je mogoče definitivno, ne da se mi zdi, ampak od vseh plat, ki smo jih naredili, pa tudi, ko sem jih jaz sam delal sicer, je tukaj vloga soavtorska vloga producenta bila absolutno najbolj pomembna. Aldo je dejansko tudi po 1-2-3 komadih naveden kot soavtor, zaradi tega, ker je bil njegov poseg v tisto, kar smo mi v osnovi naredili, toliko velik, da to ni več samo stvar knofov, ne? Da je to res stvar pač avtorskega doprinosa, tako da je bilo to zelo, zelo lepo in pomembno sodelovanje. Ampak tle Cvik Cvak je rezijanska plata. Tle smo delali, tle smo se v celoti osredotočili na rezijo in jaz sem tudi zaradi tega, mislim, težko najdeš ljudsko muziko, čeprav v bistvu ogromno ljudske muzike je, ki ima vse nek ta trans, elektro moment, ne, ki v bistvu lahko samo malo podložiš s močnejšimi basi, pa jo daš na neko plesišče ob 4 zjutraj, pa bo trgal. Ne. In tudi tle nam je bila ta navezava z Aldotom zaradi burgezije in tako naprej zelo blizu. On je takoj zagrabil, ker ga je tudi ta rezija čisto čarala in se je kar razumljivo, zakaj človeka očara ta muzika, ker je res out of this world. In tako da ja. Imam jaz, ko te imam že klepo, te bom še jaz nekaj o glasbi vprašal, pa ne prekinjam te debate, bo sam se navezujem. V intervju za MMC mislim, da si izjavil, da v bistvu se ti zdi, da zelo veliko kvalitetne pop in rock glasbe v Sloveniji, samo da jo treba poiskati. Ne? Kje pa se jo poišče? Jaz mislim, da imam s tem problem, pa to ni samo glasbeni, tudi se mi zdi v literaturi, filmih, serijah, povsod je že ta hiperprodukcija, kjer v bistvu imaš občutek, da je ogromno dobrih stvari, sam ne moreš do njih prijeti. Ja. Pa glede na to, da si iz Foha, pa dost poznaš... To si mi zdaj vprašal kot kitarista. Ne, mislim, nasplošno, da se veš, kakšen je odgovor. Ja, kot kitarista, mislim, lahko mi tudi kot pisatelj odgovoriš, samo mislim, kot pisatelj, ki rad poslušaš dobro muziko, mi odgovori, kje jo najdeš. Veš, tle bom zdaj moral biti iskren, ne? In povedati, da zdaj bi recimo tukaj ti rabo nekoga drugega, ne mene. In recimo konkretna oseba, ki bi zdaj tukaj sedela, pa bi ful boljš odgovorila na tvoje vprašanje, mogoče ne zdaj to konkretno glede slovenske muzike, definitivno pa glede tega, kaj se v muziki generalno sploh dogaja, bi bil recimo Kozma Ahačič. Kozma, mi da se pač poznava že z gimnazije, bila so sošolce in tako naprej, zdaj sva praktično soseda in jaz občudujem marsikaj pri njemu, ampak med drugim tudi to, da on vsa ta leta je na tekočem. On je
Pa to ne pomeni, da zdaj pač spremlja tisto, kar je najbolj popularno. On ima pač neke svoje glasbene preference, ki jim konstantno sledi. On ves čas odkriva novo muziko, on išče nove bende ali pa pač bende, ki jih ima rad, jim sledi. On točno ve, kdaj bo kdo izdal novo plato, takoj si jo nabavil, jo preposluša, ne, in t. Takih ljudi je ful malo, jaz jih ful malo poznam. In on je res ena taka svetla izjema, mu tudi zavidam to, ker jaz pa moram priznati, da kar v dobršni meri ustrezam tistemu stereotipu, kako da ljudje odkrivamo novo muziko do 30. Pol se nam mogoče še kaj zgodi, ampak aktivno, da jo iščemo, aktivno, da se vržemo v to, da točno vemo, kdaj bo kateri band izdal plato, da je to nekaj, kar v nekem obdobju življenja izgubimo. Tako kot fanovstvo. Jaz mislim, da ti ne moreš, posplošujem, ampak vendarle, da fani postanemo takrat pač, ja, nekje med 16 in pa 25, mogoče 30, takrat imaš ta moment v sebi. Jaz sem lani odkril en band in sem tudi vedel, kdaj album ven pride in sem se res počutil 18. Je nekaj na tem, ne, da pač, mislim, v bistvu ne vem, ali je to slabo ali je to dobro. Mislim, da v tem sploh nima smisla govoriti skozi to prizmo, ker jaz še zmeri, poslušam, ogromno muzike poslušam. Zadnje cajte tudi spet kupujem. Vmes je pač nisem. Zakaj? Zaradi tega, ker naenkrat sem ostal basically brez CD playerja. Eno tako hecno vmesno obdobje je bilo, zdaj smo se spet organizirali, imamo Plattenspieler, zdaj sicer že nekaj let, ampak skratka v redu, novo opremo in tako naprej. In zdaj spet malo kupujem LP-je seveda. Ne. No, ampak noter, to sva pozabila, da v romanu imaš playlisto, ne? Tako, ja. No, kako si pa to zberal? Ja, playlista. Tvoji najljubši komadi, ali mislim, playlista. Nekaj sem šel poslušati, pa sem tako rekel, zanimivo. Se pravi, ogromno prizorih, zdaj malo preskočva, ampak ja, ker je to pomemben del. Ogromno prizorih, ali je to pač doma, ne, pri Zojini družini, ali je to v baru, kamor band hod, na pivo po vajah in tako naprej, pač prižgan radio. Ne. In v bistvu se v tekstu potem pač pojavljajo komadi, tako kot si pač sledijo na tej radijski playlisti. Ne. Zdaj, katera postaja bi to lahko bila v bistvu... Nobena od kjer jih jaz poznam. Pričemer, to niso neke obskurnosti. Ne. Zdaj, marsikaj, kar je tukaj, bi lahko veljalo za neko, da rečem, rock ali pop klasiko, ampak vendarle pa ja, mogoče niso tisti čist komadi na prvo žogo, ki bi jih človek pričakoval, kakorkoli, irelevantno. To je pač jasno neka izmišljena radijska postaja, ki je pač prižgana, ki je ves čas za ozadje in ti komadi, ta playlista, ki sem jo potem nekako spletel skozi cel roman, se mi zdela po eni strani neka taka popestritev, pač vsaj jaz se ne spomnim, da bi kdaj kaj bral knjigo, v kateri bi muzika na tak način bila prisotna, ves čas v bistvu, ne, kot background. Gotovo obstaja, ampak pač jaz ga še nisem bral. Prs in kontrabas, recimo, sam je jazz, od Saše Ilića, srpski roman, ki je dobil pred časom Ninovo nagrado, ima tudi tako. Ampak tam je v bistvu prav zgodba o jazz glasbeniku, ki smo malo odpele in je tudi tako. V tisti knjigi sem kar nekaj zelo zanimivih jazz glasbenikov odkril. Ne pravim, da ni, seveda obstajajo... To ti čisto, če te zanima, mislim, kot zelo fajn. Ne, to, da je muzika prisotna, tako ali pa drugače, da so komadi prisotni, gotovo, marsikaj in marsikdaj, ampak hočem reči, ta princip, ki sem ga jaz ubral, je pa pač ta, da je muzika samo prisotna. Z redkimi trenutki, ko se mogoče malo referirajo na to v smislu, kateri je že ta komad, ampak več od tega pa ne. Se pravi, ta playlista je dejansko soundtrack, je ozadje. Tako da v tem smislu sem tudi olajšal delo hipotetičnemu režiserju serije, ki bo vzel to pač za osnovo, se pravi, tudi playlista je že sestavljena. Producent hipotetičen si lahko že preračuna, koliko to stane. Sem to, da še to povem, jaz sploh ne razmišljam o slovenski produkciji, jaz sem rekel pač Jedrt, Jež Furlan, PR-ovki, založbe, že takoj, ko so se prvič dovila, sem rekel, ok, glej, Netflix pa Roka, a se lahko zmenva,
je rekla v redu, 3krat počrtala, tako da ona ima zdaj nalogo, da pač tole spravi na Netflix, ker jaz bi tudi toliko, da pač enkrat v življenju od ene stvari zaslužim toliko, da je nekaj cajta mir. To je ta želja vseh umetnikov. To, kdaj bo napisal ta Last Christmas, mater. Zadnjič sem bil z Damirjem Karakašem, odličnim hrvaškim pisateljem, likovnim umetnikom, mislim, je bil on tudi svoje čase, je bil v Rokabili. Kaj je tudi rekel, mislim, da imam že teh honorarjev, Jurja pa pol, sem pa Jurja pa pol, to mi je enkrat 100 Jurjev, to mer 3 mesece miru. Prosim, še kakšno vprašanje? Nekaj minut tišine. Dajmo še eno vprašanje. Ne bom sicer enkrat sem bil z Ervinom Hladnikom Miharčičem, ki je rekel, ko dobiva 5 vprašanj, zaključiva in dejansko je čakal, da sva dobila 5 vprašanj in sva bila še 3/4 ure na odru. No, jaz bom prosil še za eno vprašanje za konec. Kaj so knjigi fikcije pa koliko realnosti? A to zdaj se pa posameznika kaj bere? Pisati stvari. Ja, pač zdaj je že... To zdaj ta kriza srednjih vek prohaja, pa se ti zdaj malo kot nekaj zbližaš, to bi malo... Kako, če se malo? Da se nekaj malo tudi odstraniš, kot bi rekel, da se smiženi tudi kot pišemo v toče. Jaz imam premehne otroke, da bi si sploh privoščil lahko take ekscese v smislu, da se bom umaknil. Pač preprosto pišem takrat, ko lahko. Mislim, ne moram tega vzeti kot izgovor za to, da zbežim. Čeprav sem, nekaj sem flikal tudi z neko rezidenco, pa me malo tudi ni bilo doma. Tako da v tem smislu ja. Kar se tiče pa, koliko je, mislim, kar se mene tiče, je to fikcija. Ne? Je pa zanimiva, seveda navdahnjena, tako kot sem prej rekel, ne, z kopico ljudi, mojih glasbenih sopotnikov, kopico nekih anekdot, izjav in tako naprej, seveda so iz realnosti, ampak vendarle, to, kar se mene tiče, je fikcija. V bistvu ena izkušnja, o kateri se prej nismo pogovarjali, ki sem jo imel kot pač pisatelj, je bila to, da sem pisal tudi eno biografijo, in sicer biografijo mariborske legende, vijoličnega bojevnika Markosa Tavaresa. To sem pisala skupaj z Janjo Vidmar. To je bil pač tak job, ki mi je bil zabavno, zanimiv, super izkušnja in vse. In zanimivo se mi je zdelo, da celo, ko sem pisal biografijo konkretne osebe, ki je še živa in s katero sem se pogovarjal, sem poštekal, da ko sem pisal, je na neki točki to postal literarni lik. Ne. Se pravi, se mi zdi, da tudi, ko realno osebo predstavimo literaturo, postane nekaj drugega, postane lik. Ampak ti liki moji so v tem smislu izmišljeni. Kar pa sem zdaj že lahko opazujem, ker pač je roman že nekaj časa odzunaj in ljudje so ga že prebrali in dobivam take pa drugačne feedbacke, seveda veliko tudi strani ljudi, ki jih poznam, da so v bistvu ravno ti moji glasbeni sopotniki in sopotnice slabi bralci tega romana, ker počnejo točno to, o čemer si ti prej rekel, iščejo se not, ne. Zelo so fokusirani na to, da odkrivajo neke zadeve in da mi pa rečejo, to pa se spomnim, to pa si od takrat, a ne da, ne? In to jim je ta glavni gušt in tako pač, v redu, ampak ne, dej pusto, ne, nima veze, pač preber knjigo, ne, ampak vse je logično po svoje, ne, pač če si nekako, če veš, da si del tega, ne, se boš iskal, ne, ja. Ti si zanimiv je, ne, pač filmski režiserji imamo to včasih kakšno željo, da se damo v film, veš. Jaz se recimo v 2 svojih filmih pojavim tako, v enem igram fuzbal, v enem košarko, ne, za sekundo, ne. Ti si se dal pa tako nekje kot človek, ki ima intervju na radiju, mislim, ali podcast, to se mi je zdaj tudi tako simpatično. Pojaviš se kot en duh in tako bolj, ka bereš, pač če te poznajo, hitro ugotoviš, da si ti. Tako se mi zdaj to kar zanimivo. Ja, dejansko to, kar je zdaj Goran omenil, to je en prizor, oziroma to, kar sem prej, se pravi ti prizori na avtobusu, ko sem rekel, da pač Zoja bere knjige oziroma posluša neke stvari, med drugim posluša intervju z nekim glasbenikom, neimenovanim, no in ja, ta intervju, ta podcast, ki ga ona posluša, to je intervju z mano. Tisti sem jaz, ne? Tisti sem najbolj jaz v celem romanu, tako da ja, to bi bil ta... Pa si svoj obstoječi intervju? Ne, sem se pač pogovarjal, sem se sam s sabo. Ja. Končno sem naredil en tak intervju s sabo, ne, pač, kot je treba, ne.
Tako pokazal si v bistvu, tako je treba z mano se pogovarjati. Evo. Je še kakšno vprašanje mogoče? Evo, jaz mislim, da je najbolj zaključil takrat, mislim, ko je najboljš, ne? Lej, Zoran Predin je ravno kar objavil svoj 3. roman, ne? Tako da veš, kaj Ja, mislim, da ga lahko ujameš, ne? Ko on zelo počas govori, ne? In počas piše. Ne, okay, mislim, da si lahko privoščim to anekdoto, sploh glede na to, da je ravno danes premiera, ni premiera, ampak pač ljubljanska premiera pa je, ne, Praslovana, pred leti, ko sem bil pa gost v tej MMC-jevi klepetalnici, ne, zapravo to je pa tista stvar, kjer si v studiu, pa dobivaš vprašanja, pa odgovarjaš na nje, ampak ne, tipkaš. Ne. No in par dni zatem sem srečal Andreja, Zoranovega sina, ki je vse skupaj pokomentiral nekako tako, da me je bral, pa da je bilo fajn, pa da je bil tudi njegov foter pred časom gost, samo da je bil problem, ker on še počasneje tipka, kot govori. In pa si živo predstavljal Zorana tam na tipkovnici, tako, ki je zdaj to ti lov, jebem ti. Mislim, da nama ne bi zameril, če ga si ga nas posodil. Reklama za film Praslova, ki je ravno kar v kinu, tako da danes premiera ljubljanska, potem gre pa po kinih, tako da mi dva sva mogla zamuditi, čeprav so bila oba vabljena, ti celo, da bi zapel Praslovana. Ja, to je bilo presenetljivo vabilo, ampak ja, no, pustimo to. Pač, kdaj drugič Zoran zapel. Najlepša hvala, da ste po tem lepem vremenu, ko bi šli lahko ne vem kam, vsem prišli sem. Zdaj pa res bo zaključil, zato ker Liga prvakov je ob 9, pa je treba še do doma priti. Hvala lepa. No. Hvala tebi, hvala za knjigo.